Pozdravljeni. V roki držim svojo novo knjigo, ki ima čisto poseben naslov. Modri med. Pa je med res lahko moder? V tej pravljici že. In v njej se dogaja cela vrsta nenavadnih stvari. Ampak nekatere med njimi se lahko zgodijo tudi ljudem. Pa poglejmo, kako se pravljica začne. Na robu zelenega gozda je živela vesela medvedja družina. Mama medvedka Lili, očka Medo Ron in mali medvedek Lujo. Nekega dne se je Lili sprehajala po gozdu. Pozdravljena, Lili, poskusi moj modri med, jo je ogovorila podlasica Erika in ji na smrček kanila kapljico modrega medu. Kako je dober, se je obliznila medvedka. Pojdi z menoj do mesečeve jase, lahko ga boš dobila cel lonček, jo je povabila Erika. In sta šli. In kaj je bilo tam? Tam so živali že nestrpno pričakovale podlasico. Hočem modri med, je tulil jež Ferdo in se kotalil po tleh. Komaj čakava, da ga dobiva, sta v en glas vpili Pikapolonica Urša in veverica Taja. Močerat Tugo je obletal z jezikom, zajec Živko pa je divje cepetal z nogo. Najprej plačilo, je rekla Erika in nastavila klobuk. Živali so v njega zmetale srebrnike, tudi Lili je prispevala 3. In podlasica Erika jim je razdelila lončke. Kaj je bilo potem, boste seveda zvedeli, ko boste knjigo prebrali do konca. In dragi otroci, ko boste knjigo prebrali, se pogovorite s svojimi starši, zakaj je bil med tako poseben, zakaj je bil moder in zakaj je bil tako silno nevaren. In lepo se imejte.